Na Polzeli uspel malteški pozdrav poletju. Jelka Godec, SDS-ova kandidatka v Šentjurju in Dobjem. V kulturnici predstavitev Zvonka Perliča in njegovega literarnega opusa. V torek 23. mali maraton državnosti. Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci v informativni oddaji Dogodki dneva. Na gradu Komenda so tudi letos pripravili tradicionalno prireditev Malteški pozdrav poletju. V soorganizaciji društev občine Polzela in osnovne šole Polzela ter pod pokroviteljstvom tamkajšnje občine je vsako leto pripravlja Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela. Udeležili so se je številni obiskovalci od blizu in daleč. Že tradicionalno so prireditev Malteški pozdrav poletju začeli s prihodom grajske gospode v povorki s spremstvom malteške konjenice. Malteški pozdrav poletju je dogodek, ki se na Polzeli odvija že več kot 10 let. Najprej so ga skupaj z malteško konjenico začeli pripravljati v turističnem društvu Polzela. Od nastanka Polzelskega zavoda za kulturo, turizem in šport pa je Malteški pozdrav poletju še bolj bogat. Letošnje leto smo se odločili, da popolnoma v lastni režiji pripravimo skupaj z društvi, s katerimi skratka super sodelujemo. Vsi so pokazali interes, dobro voljo, tako da smo pripravili eno čudovito povorko. S fanfarami na grajskem obzidju in dvigom polzelske zastave se je začel pravi srednjeveški dan, na katerem so obiskovalci lahko uživali ob nakupovanju domačih dobrot in degustacijami na srednjeveških stojnicah. Obiskovali so lahko likovnike, ki so slikali na platno, srednjeveško pisarko, imeli so možnost učenja srednjeveškega pisanja, si ogledali pravo mečevanje ter vragolije z ognjem, se pomerili v lokostrelskem turnirju za zlato jabolko. So pa velik poudarek dali tudi kostumom, ki so pričarali pravo srednjeveško vzdušje. S kostumografijo smo se letos tudi sami potrudili in si naročili par kostumov v izdelavo. Potem smo si nekaj sposodili pri naših gledališki sekciji Kulturno-umetniškega društva Polzela, nekaj pa so si tudi sami, se pravi člani društev, poskrbeli za svoje kostume. Celotna prireditev se dogaja na gradu Komenda in glede na to, da dogodek privablja številne obiskovalce tudi iz drugih občin, ni nenavadno, da na Polzeli v tem vidijo tudi odlično promocijo same občine. Prav gotovo, mi želimo na prepoznavnosti Komende graditi prepoznavnost tudi občine v celoti in zaenkrat lahko rečem, da nam to dobro uspeva, to nam priznavajo tudi drugi in želimo na tem delati še naprej. In kako so Malteški pozdrav poletju sprejeli in videli obiskovalci? Ja, se mi zdi zelo zanimivo. V bistvu je že tradicionalno, tako da vsak let pridemo. Super. Glede na dobro obiskanost dogodka in pripravljenost sodelovanja raznih institucij na Polzeli se bo verjetno Malteški pozdrav poletju odvijal tudi v prihodnje. Absolutno, prireditev se bo nadaljevala, saj so nekako ti malteški dnevi naša rdeča nit. Morda se v prihodnosti obeta še tudi kakšen festival, ki se bo odvil morda skozi cel vikend ali pa kasneje tudi skozi cel teden. Na predčasnih državnozborskih volitvah bo za Slovensko demokratsko stranko v prvem okraju 5. volilne enote, ki zajema občini Dobje in Šentjur, prvič doslej kandidirala Jelka Godec. Morebitna poslanka je zadnjih 8 let direktorica Ljudske univerze Šentjur. Godčeva po lastnih besedah lahko največ prispeva s svojim znanjem z področja na več ravneh izobraževanja, kakor tudi s pridobivanja sredstev. Po predstavitvi programa stranke SDS za celotno državo je kandidatka predstavila tudi nekaj idej za okolje, iz katerega prihaja. Za dograditev oziroma rekonstrukcije ceste dole Dolga Gora je ena takšnih zadev, ki jo je potrebno narediti in seveda še vse ostale, kar stoji. Potem bom nekako poskušala oziroma bom pomagala pri izboljšavi materialnih pogojev za izvajanje izobraževalnih programov vseh, posebej še pa srednješolskih in višješolskih v občini Šentjur. Vsekakor se strinjam z delom programa Slovenske demokratske stranke, ki govori o neznižanju pokojnin. Sama, ki delam v izobraževanju odraslih, vidim, kakšen problem so lahko pokojnine oziroma nadaljnje
znižanje leteh. In pa to, kar že nekaj časa sama tudi zagovarjam, je spodbujanje in širjenje ter povezovanje kulture in turizma, ki izhajata iz slovenskih korenin ter izročila. Občina Šentjur ima takšno izročilo, ima slovenske močne korenine, ne bi zdaj na tem mestu vseh naštevala in menim, da veliko premalo izkoriščene. Zadnja 2 mandata je šentjursko območje v spodnjem domu parlamenta zastopal nekdanji šentjurski župan in zdravnik urolog. No, po 2 skrajšanih mandatih nisem več kandidiral za poslanca, ne. Kajti gospa Ilka Godec je odlična kandidatka za poslanko v Državni zbor, ki se je do zdaj izkazala zlasti na področju izobraževanja in kulture, ter pri pridobivanju sredstev na razpisih, tako domačih kot mednarodnih. Odlikujejo delavnost, vztrajnost, iznajdljivost, zlasti pa organizacijska sposobnost, odličnost vodenja in finančna pismenost, kar je v današnjem času zelo pomembno. In prepričan sem, da bo izvoljena v Državni zbor, da bo okrepila vrste Slovenske demokratske stranke, kajti Slovenska demokratska stranka je edina stranka, ki ima izkušnje z vladanjem, da je nekaj naredila do zdaj. In pa seveda program in odličen kader na vseh področjih, kompetentne, suverene ljudi. Nekdanji šentjurski član državnega sveta je poudaril še eno lastnost kandidatke njegove stranke. Kot beremo in vemo, vsi te trenutne stranke, ki se ustanavljajo, vsi nekako imajo, da želimo, ali pa ljudje želijo, da nove obraze v politiki, no, mi v Šentjurju to ponujamo. Ponujamo novi obraz, edini v na šentjurskem političnem prizorišču, dejansko resnično ponujamo nov obraz. In kako bo Godčeva prišla v stik s potencialnimi volivci? Letošnja volilna kampanja, tako kot ste dejali, bo zelo kratka in bo treba kar aktivno delati v tej kampanji, v tem mesecu dni, zdaj že manj kot mesec dni. V Slovenski demokratski stranki oziroma sama kot kandidatka nameravam obiskati celotno šentjursko občino in pa seveda občino Dobje. Temu pravimo volilna kampanja od vrat do vrat, tako da res vsak dan na terenu in pa čim več med ljudi in to je to. Okraj v občinah Dobje in Šentjur sicer šteje blizu 17.000 volilnih upravičencev. V tednu ljubiteljske kulture je Celjsko literarno društvo v Celjski kulturnici predstavilo enega izmed svojih ustanovnih članov, Zvonka Perliča, in njegov opus literarnega ustvarjanja. Zvonko Perlič je znano celjsko ime, porodil iz Šentjurja. V Celju pa je že zdavnaj pognal korenine in postal njegov sestavni in prepoznavni del. Starejši Celjani se ga gotovo še spominjajo kot gospodarstvenika ali pa kot enega od prepoznavnih napovedovalcev Radia Celje, ki ga je svojim glasom bogatil kar polnih 10 let, od leta 1961 do 1971. Po oslepitvi leta 1999, ki je bila posledica bolezni, pa se je Zvonko Perlič intenzivno našel v literarnem ustvarjanju, tako v prozi, kot tudi v poeziji in še posebej v pisanju za najmlajše. Se je pa tudi vpisal med ustanovne člane Celjskega literarnega društva. In prav njegovo društvo mu je posvetilo torkov literarni večer, ki ga je obiskalo veliko število članov društva ter prijateljev Zvonka Perliča. Literarni opus Zvonka Perliča danes obsega 6 knjižnih del, ki jih je izdal v samozaložbi. Prva je bila pesniška zbirka Ko so jablane vzcvetele leta 2000. Zadnje njegovo izdano delo pa je prozno delo Rad te imam Celje iz leta 2006. In ves ta njegov opus so predstavili v pričujočem literarnem večeru ter ga začinili še z zanimivimi podatki o njem, zbranimi v raziskovalni nalogi, ki so jo pred leti opravili učenci osnovne šole Frana Krajnca v Celju, saj je Zvonko Perlič bil dolga leta tamkajšnji krajan v Zagradu. In kaj Zvonku Perliču pomeni ta literarni večer? Torej, občutki so zelo prijetni in dobri, namreč zato, ker se
so se zbrali okrog mene veliki prijatelji organiziranja predstavitev nas, ustvarjalcev literature, predvsem naš dragi predsednik Ivan Janez Domitrovič, ki je dvignil torej naše predstavljanje in tudi pisanje in tudi branje na zelo visok nivo. Torej, mene pa osrečuje to, da bom prvič pravzaprav v stanju, da predstavim celoten opus. Se pravi, vse, kar sem do zdaj ustvaril, to je 6 literarnih del, nekaj je tudi zares pravega literarnega dela, bi lahko rekel tudi tako realističnega, nekaj je pa seveda tudi malo domišljije zraven, kar pač mora biti vedno prisotno pri pisanju. Poleg izdanih 6 knjižnih del pa Zvonko Perlič svoja dela redno objavlja v literarni reviji Vsesledje Celjskega literarnega društva. Objavil je že tudi v velenjski literarni reviji Hotenja, pa v družbi slepih in slabovidnih pisateljev Slovenije Biserice Vinje. In tudi kar nekaj njegovih literarnih predstavitev smo že doživeli. Več o dogodku pa v naši oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Društvo pohodnikov in maratoncev Celje bo v sodelovanju z našo televizijo na predvečer praznika državnosti pripravilo že 23. mali maraton državnosti. Še pred tem se bodo že 15. leto zapored na otroškem teku za pokal televizije Celje pomerili najmlajši. Start in cilj obeh tekov bo v torek ob 16. in 18. pred dvorano Zlatorog. 3, 2, 1, start! Letos bodo kot ponavadi 3 trase. Otroška od 0,4 km do 1 km, pa srednja, dolga 10,5 km ter najdaljša 21 km. Tudi letos smo pričeli s pripravami že veliko prej. Pridobili smo vsa potrebna dovoljenja, dogovorili smo se s tistimi, ki so naredili zapore. Prijave tečejo že več kot 3 mesece in mi pričakujemo, da bo udeležba tradicionalno tako kot v prejšnjih letih, ko se je maratona oziroma teka državnosti udeležilo več kot 200 tekačev. Prijave so še možne danes oziroma jutri do dopoldne, potem se pa lahko tekmovalci še prijavijo na samemu štartu, to se pravi 2 ali 3 ure pred štartom. In mi pričakujemo tudi, da bo vreme letos veliko boljše kot lani, ko so bile razmere na tek praktično nemogoče zaradi izredno velike vročine. Z ozirom na to, da je prireditev že tradicionalna in da se tudi na sami prireditvi marsikaj dogaja, bi mi vabili tudi tiste, ki se teka ne bojo udeležili, da uživajo ob glasbi, ansambla Še pa še in da tudi po teku ostanejo z nami, ker prireditev ni namenjena samo rekreaciji, ampak je tudi zabavi, počastitev tega praznika, kot smo rekli, in želimo, da tekači, ki prihajajo praktično iz cele regije, ker šteje ta pokal tudi za štajersko-koroški pokal, da skupaj z njimi proslavimo ta praznik in seveda praznik teka, ki je vsak tak tek v Celju, je to praznik teka, tako da vabimo čim več tekmovalcev in tekačev, da pridajo na ta naš maraton oziroma tek državnosti. Trasa za tek državnosti bo kot ponavadi sila razgibana in namenjena vsakomur. Mi se vseh teh prireditev res temeljito lotimo. Dr. Žoran že z nami sodeluje veliko let in točno ve, kako se tem stvarem streže. Z reanimacijskim avtomobilom tudi spremljamo na trasi. Ves čas smo povezavi z redarji, da če se karkoli na trasi zgodi, da takoj smo na kraju mesta za kakšno intervencijo. Moram reči, da v zadnjih letih ni bilo kakšnih posebnih nezgod. Mogoče se tu pa tam zgodi kakšna dehidracija in upam, da bo se letos tudi tako odvijalo. Seveda smo na trasi poskrbimo za čim več okrepčevalnic. Okrepčevalnice so na vsake 3 km, tako da tekmovalci, ko se vračajo po trasi nazaj, zopet lahko koristijo iste okrepčevalnice. To se pravi, na sami trasi so 4 okrepčevalnice in pa tisti, ki še potem pravijo en krog, še imajo eno okrepčevalnico. Tako da res temeljito poskrbimo tudi z gobicami za osvežitev, kar je zelo pomembno, če je prevroče. Tako da res z napitki,
za katere je poskrbel naš sponzor Atlet, tako da tudi se še lahko malo okrepčajo z energijsko med samim tekom, tako da prepričan sem z ozirom na to, da je varovanje tudi res zagotovljeno, tako da se čim manj peripetij lahko zgodi na samem teku. Smo prepričani, da bo izvedba res uspela in da bomo pač vsi skupaj z tekmovalci in pa mi organizatorji zadovoljni s prireditvijo. Tudi letos pa bodo na svoj račun prišli najmlajši, ki bodo tekli otroški tek. Veliko veselja mladih otrok, mladih tekačev, tako da vljudno vabim vse in tako, da se udeležijo tega dogodka, 15. otroškega mini maratona. Vreme bo, to smo se že dogovorili, v vsakem primeru. V glavnem pokali tudi že čakajo, medalje v cilju, tako da veselo in dobrodošli. Otroški tek se bo v torek začel 2 uri prej kot klasični, torej ob 16. Ponavadi je tista številka okrog 150, enkrat več, enkrat manj, pričakujem tudi letos tako da mi smo pripravljeni in pričakujem, da tudi otroci tako, da so pridno trenirali skozi vso šolsko leto, kajti sedaj se tudi zaključujejo atletske vadbe, tisti, ki obiskujejo organizirane vadbe, tisti, kateri so pa nadobudneži, bojo pa imeli primer in tudi možnost, da bodo med počitnicami imeli en zagon za delo v juliju in avgustu. Glavni tek bo 2 uri po otroškem ob 18. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno. V ponedeljek bo sprva delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami. In toliko v današnjih dogodkih dneva. Hvala lepa, ker ste bili z nami, preživite prijeten vikend. Bodite pa z nami v ponedeljek ob 18:30. Nasvidenje.